Končni cilj je vprašanje. Kadar pridemo in ko odidemo, kakšna je razlika? Kakšen je naš končni cilj? Če gremo na predavanje, smo dobili nova znanja. Če gremo v službo, smo naredili večjo dodano vrednost. Kakšen je končni cilj? Recimo, končni cilj je lahko tudi boljše počutje, kar pomeni bolje organizirano podjetje. Končen cilj je boljši rezultati, več denarja. Končen cilj je urediti okolje, v katerem bo vse dobro štimalo in jaz bom delal tisto, kar me že ves čas veseli. Ali pa pomagal nekomu, ki je pomoči potreben. Ta končni cilj je zmeraj stvar osebne želje, osebnih pričakovanj. In recimo, podobni ljudje imajo podobne izzive. Recimo, kadar delam z razvojniki imajo vedno problem, da jim zmanjka denarja. Ker čist ves denar vložijo v svoj razvoj. In kaj še zanimivo? Običajno stvar ni čist do konca nikoli dokončana. Vedno je še nekaj, kar bi on še malo spremenil. Ena podobnost. Recimo dobri prodajniki, uspešni prodajniki začnejo prodajati in včasih želijo prodati še več in pozabijo na maržo, pozabijo na dodano vrednost, na razliko v ceni. Pač prodajo veliko, ampak ta zaslužek kupni. Ampak ta aktivnost prodaje jim še zmeraj veliko dogaja. In proizvajalci, trdo delo je garanje, to je vrednota. Treba je delati od zjutraj do zvečer. In običajno pozabijo opazovati okolice, kaj se dogaja, kakšni so trendi. In jih vsaka kriza ponovno in ponovno prizadene. Ampak končni cilj ima eno zanimiv proces, da prideš do končnega cilja. Dvigniti moraš rit pa nekaj spremeniti. Ker če nič ne spremeni, so rezultati enaki. In končni cilj je na koncu tudi izhodna strategija. Kaj pa boš s podjetjem? Ga bodo prevzeli otroci, dediči? Ga boš prodal novim lastnikom? Ali se boš pridružil enem večjem koncernu, kjer boš postal solastnik? Končni cilj je merljiv, ampak je dostikrat tudi zelo čustveno povezan z osebo, ki se ukvarja s tem biznisom. Vi imate končni cilj?